Nahajamo se v najbolj zanimivem delu Izole, natančneje tukaj vidite pogled na tako imenovano plažo pri svetilniku, čeprav svetilnika tukaj ne vidimo, vidimo po v bistvu plaže za invalidne osebe. No, naš namen pa je, da vam pokažemo to, kar smo nedavno pisali v povezavi z možnostjo, da bi Izola, bolj rečeno Dupt, najprej predal državi propadlo delnico in na to bi v bistvu oni tukaj zgradili posebno postojanko za vojsko, policijo in seveda skladišče za civilno zaščito. No, pa si poglejmo najprej del, ki ne sodi po to področje. To je nekoč zanimiva in res velika tovarna rib Delamaris Izola. Danes ta Delamaris Izola izgleda takole. Razpadajoči objekti in seveda brez kakršnekoli učinka. In to je seveda v lasti države. Bolj rečeno, je pod okriljem Dupta. No in tamle naravnost pa vidite v bistvu seveda področje tako zvane ladjedelnice, ki je danes razpadajoče področje. In se bomo nekoliko približali, da vam razložimo, zakaj smo želeli to posneti in vam predstaviti. Zato, ker tale del bi se začel namenjati strani države prej omenjenim inštitucijam, vojski, policiji in pa civilni zaščiti. In tukaj vidite zdaj tole ladjedelnico. No, to je ta ladjedelnica in ta delež, ko bi ga oni prinesli na državo, Dupt seveda, bi Izola izgubila praktično kompleksen razvoj svojega turističnega pristopa do obale. Namreč tu bi seveda oni ogradili, kot je predpisom opredeljeno, in seveda bi v tistem trenutku ti objekti, ki tukaj vidite, to so ti razpadajoči objekti razpadajočega Delamarisa Izola, postali bistveno manj vredni in manj interesantni za razvoj turizma. A so poglavitni, se zasedajo res veliko površino. Recimo, ta razpadajoča ladjedelnica, ne boste verjeli, blizu 40.000 kvadratnih metrov. No in tam na oni strani vidite v daljavi kemp, ki mu tukaj pravijo kemp, je pa bolj rečeno neke vrste razpadajoče področje šotorišča, ki ga seveda nobena prava ponudba kempov sploh ne jemlje resno. Ampak v njem živijo najemniki čez celo leto. No in pojdimo naprej. Namreč tiste vele zgradbe so bile nekoč v lasti države, nato je to propadlo in so seveda preko avstrijske slabe banke kupili kdo drug kot predstavniki Kostićevega podjetja in nedavno prodali to enemu od ne prav razvojno usmerjenih podjetij v Ljubljani, a o tem bomo dodali pisni dodatek. In gremo naprej. Tamle na vrhu vidite Izolsko bolnišnico, ki bi lahko te zgradbe svoda in področje lahko namenila tako zvanemu zdravstvenemu turizmu. A o tem odločijo tisti, ki v razvoju razmišljajo. In gremo naprej. In tamle levo je povezovalna stara cesta med Izolo in pa Koprom, natančneje najprej Žusterno, in seveda vrli pametni župani slovenske Istre, pa navadne Istre, pa ta Istre in seveda občin Piran, Izola, Koper, Ankaran, razmišljajo, ko bi smo to področje imenovali. Seveda še danes ne vedo, kaj bi storili ob tej povezovalni cesti, čeprav je to edinstven prostor za področje turizma ob tem obalju. No in tamle pojdimo še nekoliko na to stran, je seveda že področje občina Ankaran, ki pa rabi stoletje, da se uredi. To vam pokažemo nekoč drugič. Tukaj vidite prihajajoče se transportne ladje, ki bodo vplule v našo Luko Koper, ki je tamle
desno za tem delom ceste. Spoštovani in spoštovani, vidite, to je tisti del dopolnila, ki ga bomo dodali našemu članku, da boste videli, o čem smo razmišljali, ko smo govorili, da bi s prodajo ali pa prenosom te nepremičnine iz Dupta na državo Izola praktično izgubila kompletni svoj razvojni potencial. In to potencial za generacijo od 12 let naprej. Vidite, to je problem te države. Ko se ne misli z glavo, ampak tega ne bomo rekli, lepo se vedite in tudi vi razmislite, ko boste prišli v Izolo, da njene lepote niso tako všečne, kot vam jih predstavljajo tako zvani ponudniki, kot rečejo, butičnega turizma. Šalijo se. Lepo se vedite.